Drage moje punce, dobrodošli v Evini svetovalnici. Danes se bo tale naša Evina lepotilnica za kratek čas preimenovala v Evina svetovalnica. Namreč v Instagram oziroma na Instagram sem v privat sporočila dobila od moje sledilke Mojce eno tako zelo zanimivo idejo, ki jo bomo danes realizirali s pomočjo vseh vas. Namreč zapisala mi je, da pač Eva, glede na to, da se že nekaj časa v zvezi, a bi kdaj posnela video na temo ljubezni, partnerskih odnosov, fantov in tako naprej. In ideja mi je bila v bistvu takoj ful všeč, ker se tudi zasebno zelo rada pogovarjam o teh stvareh. Tako da sem vam potem nazaj vrnila vprašanje, če bi bila še katera za, in tako mislim, da je bilo nekako razmerje 95% za ja in 5% za ne. Tako da evo, zato danes snimam. In veste mi pridno v tisti potem kvadratek na Instagramu tudi postavljale vprašanja. Teh je res kar nekaj, nekatere se ponavljajo, tako da ne bo tale video čist predolg, bom jaz odgovorila tam nekje med 10 in 20 vprašanj. Bomo videli, koliko se bom razgovorila. Obljubim ti, da bom odgovarjala iskreno, kot da bi odgovarjala eni moji dobri, najboljši prijateljci, ker vi ste moje prijateljice, jaz vas imam za moje prijateljice, tako da bo moje mnenje res kar se da iskreno in kar se da tako, da ti bom nekako pomagala s svojim odgovorom. Tako da, evo, če te zanima torej moj pogled na temo ljubezni, pa glej video naprej. Evina lepotilnica. Evo, prvo vprašanje mi je postavila Špela, kako veš, da si nekomu všeč. Ja, zdaj tako je. Nekako jaz bi rekla, da do tam ene 18 leta so fantje zelo taki muhasti, da dejansko si jim lahko všeč, pa tega ne bojo pokazali. Pol se mi zdi nekako od 18 plus, da fantje to znajo kar direkt pokazati, da jim ni neroden, da pač točno veš, pri čem si, ker ti pač napiše SMS, ker te ne ignorira, enostavno pač malo odraste, a ne? In je to tam pri 18-ih, to je obljubam, da boš veliko lažje in hitrej vedela, na čem si. Do tam 18 leta pa so fantje pač res še v puberteti, malo jih je sram, malo pač ne vejo čist, kako bi pristopili do tebe. Ampak dejstvo je, to bi pa dala in nad 18 in pod 18 nekako vsem isti odgovor, da če si fantu všeč, da se bo pač potrudil za tebe. Mogoče ne pred skupino sošolcev, mogoče ne pač res pred vsemi, ampak ti bo, ne vem, potem doma na Instagramu napisal sporočilo, če ti napiše sporočilo prvi dan, drugi dan, tretji dan, pol, verjamem, da si mu sigurno všeč. Tako da moj, evo, en res tak splošni nasvet, če fantu si všeč, ti bo to presledil vedeti, bo želel s tabo se pogovarjati v šoli, biti s tabo v kontaktih, tako da ja, te bo kontaktiral. Naslednje vprašanje je bilo, a si kdaj ljubosumna, to je postavila Maša. V bistvu, veš kako je? Ja, jaz sem po horoskopu Oven in ovenčki smo zelo taki strastni in direktni in energični in jaz zase bi lahko rekla, da sem res bolj ne bi mogla biti tipičen oven, ko sem. In spet bom mal delila na leta, ker dejansko tako je. Do nekje 23 leta sem bila jaz ful ljubosumna. Sploh, če sem bila pač zaljubljena, res pač mi je šlo na živce, če se je fant pogovarjal s kakšno lepo punco, če so bile lepe punce zraven njega. Tako da, ja, sem bila potem kar malo taka muhasta in užaljena in tako naprej. Ampak se mi zdi, da pri 25 letih, tam 24 letih, pri sebi opažam, da nekako sem se pomirila, da nisem ljubosumna kar nekaj za brez veze, še vedno kdaj pač te kaj zmotne, ampak veliko manj. Jaz mislim, da to pač enostavno prenesejo leta, postaneš bolj zrel, zaveda se svojih kvalitet, pa ne tisto pretirano, jaz sem pa ne vem, hud, pa gor, pa dol, ampak veš, da pač fantu daješ nekak ljubezen, mu izkazuješ to vsak dan in potem se pač nimaš ničesar bati, veš, da storiš vse, kar lahko. Tako da, evo, da jaz neham filozofirati, sem bila, ful sem znala biti, zdaj pa iskreno res čez dalje manj. Lauro zanima, kaj je največji vzrok, da se skregata s fantom, torej.
Pa jaz bi rekla po moje, da ko gre on žurat, se napije, po moje, da je to eden izmed glavnih razlogov, čeprav tudi on se je ful umiril glede tega, v preteklosti je pač ful račal ven, ki je spil, se je to prelevil v noč in potem sem jaz njemu pisala jezne SMS-e, tako da nekako to. Naslednje vprašanje je, kako ugotoviti, ali je partner tisto, kar iščeš, oziroma ali je idealen za tebe. Teh vprašanj je bilo ful, torej kako vedeti, da je to, kako vedeti, v glavnem pač ja, da je pač ta fant res za tebe. Jaz bom tako rekla, zdaj nekega nasveta, da bi ti rekla, mora ti pošiljati sporočila, more to, more uno, ni. Enostavno, moje mnenje je, da pri sebi veš, a je fant za tebe ali ne. Ko zvečer ležiš v postelji, če se to sprašuješ ti, ta trenutek zdaj, zapri oči, pomisli na svojega fanta in se vprašaj, a je on za mene. In samo ti in tvoje srce vesta odgovor. Obljubim ti, če si prisluhneš, bo znala odgovoriti na to vprašanje. Evo, to bi bil moj en tak edini nasvet, da srce ve. Neža zanima. Ni vprašanje glede zveze, ampak fant, ki mi je ful všeč, me ignorira, sploh ne vem zakaj, pa kaj sem naredila za to. Jaz bom povedala ful direktno. Že stojim za tem, kar sem rekla prej, torej, če si fantu všeč, ti bo to dal vedeti. Bo pristopil do tebe, ti bo nekako pokazal, da si mu všeč. Če te fant ignorira, če te ignorira prvi dan, po enem tednu, po enem mesecu, je zelo možno pač, da mu enostavno nisi všeč. Je tudi možnost, da je pač toliko sramežljiv, ampak ja, če pač bi želel imeti stike s tabo, potem te ne bi ignoriral. Kako popestriti zvezo, ki traja že nekaj let? Moj nekako najboljši nasvet bi bil, da pač ne se vama čim več dogaja, ne se zlekati na posteljo, na kavč, gledati filme, ker lahko zelo hitro rata dolgčas. Probajte tiste trenutke, ko jih imata na pač voljo, ko imata čas za sebe, početi nekaj novega, enkrat pejta v kino, drugič na izlet. Zdi se mi tukaj najbolj pomembno, da delaš stvari, ki še nisi, da se ves čas nekaj dogaja, da ne padeš v eno rutino, sam ležiš, gledaš filme, ker pač itak da ti rata dolgčas. Torej, da probaš najti neke skupne hobije, nek skupen interes in potem to delaš takrat, ko imaš čas. Gremo naprej, kako ugotoviti, ali je pravi in kako preboleti, če te pusti ali pa ti njega in to zelo obžaluješ. Torej, kako ugotoviti, ali je pravi, sem zdaj že odgovorila. Kako preboleti, če te pusti? Ok, jaz sem šla čez eno tako zvezo, ker sem pač prebolevala fanta in vem, da je to ful težko. En nasvet, ki bi ti ga dala za začetek je, da nisi sama. Pač ok, moraš se zjokati, moraš dati ven to iz sebe, ampak po določenem času. Recimo, če sta bila skupaj 1 leto, je pač logično, da boš prvi teden samo jokala. Ampak moraš temu narediti in reči, zdaj pa konc, zdaj bom jaz postavila svoje življenje nazaj na noge, iti s prijateljicami ven, iti na kavo, vse dobesedno prisiliti. Pomembno je, da nisi sama, da ne jokaš, da ne padaš pač v depresijo, ampak da res iščeš pač skozi, da se ti nekaj dogaja, ker pač če bo samo doma in ležala in pač bila sama v temi, se bo ta proces prebolevanja še podaljšal. Če pa boš pač prisiljena, da greš s prijateljicami ven, upam, da imaš pač tako prijateljico, ko te bo odvlekla, te bo zvlekla, pojdi zdaj z mano, bo to res ful hitrej. In še en nasvet, ki bi ti ga položila na srce, čas za cel vse rane, boš videla tudi tvoja bo. Če ti je zdaj še ne vem, koliko težko in si misliš, jaz ga nikoli ne bom prebolela, koliko sem ga imela rada, jaz ne moram brez njega, boš videla čas celi rane in postopoma bo bolečina manjša in manjša in manjša in čez nekaj časa boš se pač na njega spomnila, bo to ali lep ali grd spomin, čeprav ponavadi ostanejo tisti prijetni spomini, a ne? Ljudje, ne vem, ali smo tako narejeni, pač še res ni bil
bil nasilen do tebe ali pa pač kaj hujšega, si zapomnimo lepe stvari, a ne, tako da ga boš imela nekako v lepem spominu in to bo to. Tako da pet ven, pet med folk, pet med prijateljice, boš videla, postopoma bo lažje. Naslednje vprašanje se glasi, če bi morala napisati 3 ključne stvari, ki so potrebne pri povprečni zvezi, katere bi to bile? Ok, kot prvo bi definitivno izpostavila zaupanje. Če ni zaupanja, je zveza oziroma zveza zelo težko nekako deluje, ker pač ne moreš partnerja ti preverjati na 1 minuto ali na pol ure ali na 1 uro, ker pač prelslej se bo ali enemu ali drugemu zmešali in se bosta poslala nekam. Tako da zaupanje mora biti, brez tega si jaz ne predstavljam, da bi meni nekdo skozi pisal, me skozi kontroliral, kaj si, kje si, s kom in tako naprej. Tako da ja, meni je to ful pomembno. Potem druga stvar, da je neko spoštovanje, da torej cenita en drugega, da pač je nek nivo komunikacije, da pač se ne žalita, da prisluhneta en drugemu in tukaj potem tudi pridemo do te tretje, po mojem mnenju, zelo pomembne stvari pa je komunikacija, ker s pogovorom se res da rešiti vse, torej da se pogovorita, da komunicirata, da ko pride do problema, pač se usedeta ali na kavico ali tako naprej in se o tem pogovarjata, ker se mi zdi, da se zelo veliko parov ne zna pogovarjati in pač tlač to jezo v sebe in rata sam še hujš. Tako da ja, zaupanje, komunikacija, spoštovanje. Ali lahko uspe zveza na daljavo? Ok, 2 moji sošolki sta imeli zvezo na daljavo, jaz ne, tako da ne morem govoriti svoje izkušnje. Sem pa opazovala njiju in obedve zdaj nista več s temi fanti, pa ne vem, če je bila glih zveza na daljavo kriva, a ne, da se je pač zadeva končala. Tako da, če gledam njo, jaz mislim, da se da, vse se da. Če je ljubezen res dovolj močna, če je ljubezen res dovolj iskrena, če ti vse pa veš, da je to, pol je res razdalja pač samo neka začasna prepreka med vama in veste, da bo ta prelslej se preselila, želela preseliti skupaj in je to zdaj samo začasno. Tako da jaz mislim, da če res vse čutiš, da je on tisti pravi, se da, vse se da, ampak tukaj se mi zdi zelo pomembno, da zveza na daljavo, da se prelslej vidiš, torej da ne traja kar po par mesecev, par let, da ti samo komuniciraš pač prek telefona, ker to pol ni več zveza. Kaj se mi je fotoaparat prežgal. To je pač res neka samo internetna zveza, ki po mojem mnenju ne da kar neki, nočem nobenega užaliti, ampak prej ali slej se moraš videti in stojim torej za tem, če pač se greš to, morata čim večkrat se dobiti, kadarkoli imata čas, ti obiskati njega, on tebe in še enkrat, če v srcu čutiš, da je to, pa bo ta obadva delala v tej smeri, da se čim prej preselita, da pač zaživita skupaj. Tako da, ja, po mojem mnenju se da. Vprašanje, kaj narediti, ko s partnerjem na intimnem področju ni več zabavno? Moj nasvet recimo bi bil, da probaš s čim popestriti, da ne čaka samo fanta, da on nekaj naredi, pa si pač jezna, živčna, zakaj se ni domislil česa novega, da se o tem pač odkrito pogovoriš, da imata težavo in da pač probaš popestriti, ne, se zdaj obstajajo že najrazličnejše trgovine, najrazličnejši pripomočki, da mogoče skupaj zbereta kaj, da mogoče tudi ti ga presenete s kakšnim lepim perilom, torej da ne kar obupaš, ampak se trudiš v tej smeri še nekaj narediti. Tudi ti, a ne samo čakati, kdaj bo on. Ker fantje res ne znajo brati med vrsticami in moraš, jaz vidim pa mojemu res kar direkt povedati, dobro, čeprav on me tudi dobro pozna, da včasih tudi, če sem tih in če nič ne rečem, ve, kaj jaz mislim. Ampak so pa stvari, ki si jaz mislimo, da bi to naredil, pa ne naredi, ker ne zna brati mojih misli. Tako da, če nekaj da želite, da naredimo, res to povejte, ker mogoče Reve sam ne ve. Kako komuniciraš s fantom, kadar te kaj prizadene oziroma razočara? Ja, jaz mislim, da imamo vsi vse malo
tihega uničevalca zveze. En ful dober video obstaja na to temo. Če ga bom zbrskala, bom postila link spodaj, ker ta video je res ful dober. Dejansko ga je naredila ena psihologinja in govori o tem, da imamo vsi enega tega tihega uničevalca veze, potem našteje, kateri uničevalci veze to so. In največji problem je, da se naredimo užaljene, nočemo govoriti, nočemo komunicirati, a ne, in valjda tudi jaz se spopadam s tem, sem samo človek. Jaz delujem tako, da jaz rabim nekaj časa, da mine. Torej jaz, če se skregava recimo, ne morem se pobuditi takoj. Rabim ta en svoj čas, da sem čisto sama, da z nobenim ne govorim, da se ohladim in to je ponavadi tudi zelo hiter, ker ovenčki, še enkrat jaz sem oven, smo taki, smo ful impulzivni in se hitro razjezimo, ampak tako hitro, ker se razjezimo, se tudi ful hitro ohladimo. Tako da meni recimo najbolj pomaga čas in da si potem poveva, kaj naj jo je zmotil, kaj je njega, kaj je mene, rečeva, tega ne bova več počela in spet smo pri komunikaciji. Tako da, ja, je treba zadeve odpuščati, če se ti zdi, da so sprejemljive, seveda ne, če te žali, če te ponižuje, če te Bog ne udar, ampak ja, pogovor je tisti, ne, tako da to, da jaz rabim nekak čas, da se ohladim, glih ni najboljša opcija, ker mogoče je tak, da bi se takoj pogovoril, ampak boljš, da se umaknem, pa sem tiho, ker da bi kaj rekla, kar bi mi bilo kasneje recimo žal. Naslednje vprašanje, ali lahko zaupaš fantu, ki ima za najboljšega prijatelja punco? To vprašanje je tako malo široko, ne? Moje mnenje je, da fant in punca ne morata biti samo prijatelja. Torej, jaz mislim, da prej ali slej se bojo na eni ali na drugi strani razvila čustva, lahko tudi na obeh. Ampak, lahko je seveda, so izjeme, izjeme, ko to vse štima, ne, ko sta res samo prijatelja in vem, da se dogaja, ampak po mojem mnenju prej ali slej se bo nekaj zgodilo. Tako da, kar pa ne pomeni, da mora zdaj tvoj fant skenslati vse njegove prijateljce, bog ne daj, ampak nekako meni ne bi bilo všeč, če bi se s to svojo najboljšo prijateljico dobival na samem, se družil, hodil v kino, na pijačo, jaz ne bi bila za, ker v to preprosto ne verjamem. Jaz mislim, da prej ali slej en nekaj začuti. Tako da, je bi ti svetovala, da se z njim pogovoriš, da ga vprašaš, a sta sama, a vas je več skupaj in malo še pretipa zadevo, no? Ker nočem delati njemu krivice, lahko da sta res prijatelja, ampak sej punce smo pametne, bomo točno vedeli, ali se tukaj kaj več plete ali ne. Ok, eno vprašanje, na katerega bi tudi zelo rada odgovorila je, kaj meniš o starših z otroci, ki se ločijo? Definitivno jaz mislim, da je boljš, da se starša ločita, kot da se ne razumeta in živita skupaj in potem se ves čas skregata, to vpliva nate, to vpliva na njiju, potem ste vsi slabe volje, žalostni, se jokate. Tako da, če se dva ne razumeta, to mogoče, ker si starejši, bolj razumeš, da dejansko to ni tak bav, kot se ti mogoče tisti trenutek zdi. Vem, da se ti tisti trenutek lahko to zgodi kot nekaj najbolj groznega na svetu, zakaj si žalostna, se jokaš, ne moreš razumeti, ampak obljubim ti, da boš razumela, ko boš malo starejša, da v tem trenutku je boljš, da greta vsak svojo pot, ker verjamem, da bo ta veliko bolj srečna, tako kot če bi se cel čas skregali in bili cel čas pod nekim stresom, tako da definitivno moje mnenje ni, ne gledam na te otroke čisto nič drugače. Zame so vsi isti, kvečem z vidika staršev in otrok, ki so v tej družini, se mi zdi definitivno bolj zdravo. Evo, res čisto še zadnji, ker mislim, da smo zdaj že veliko čez mejo. Kako povedati staršem, da imaš fanta, kdaj pravi čas? Ok, to sem že odgovorila, kako povedati staršem, da imaš fanta. Jaz mislim, da najboljš
se usedeti, povedati, obstaja nekdo, ki mi ful veliko pomeni, ki je prijazen do mene, s katerim se lepo razumeva, se lepo ujameva, nenazadnje on me dela srečno, in razložiti, da pač imaš fanta, s katerim se dobro počuti, se počuti sprejeto, in če mi boš predstavila na ta način, da te samo izpopolnjuje in dela bolj srečno, jaz mislim, da ne bo ta niti mami, niti oči jezna. Zdaj pa res na tej točki zaključam, da pač ne bo predolgo. Če imaš še kakšno vprašanje, torej ali na temo ljubezni, ljubezenski zvez, ali še kakšno tako idejo, ki ima Mojca, daj mi zapis spodaj v komentar, z veseljem odgovorim, ker nenazadnje veste tiste prve, katere mnenja bom upoštevala, katere ideje bom upoštevala. Mojca je bila ful vesela, rekla, kaj, ker moja ideja si dala, pa sem jo dogovorila, pač da valjda, da pač brez vas ni mene, tako da z veseljem upoštevam še kakšno željo. Ok, to je to za danes. Ne se pozabiti naročiti na moj kanal, če ti je bil tale video všeč, mi zapisati še kakšno idejo in do naslednjega videa. Rada vas imam. Čau!